Kako lepa sobica. Kaj pa je tukaj? Avtošola. Zakaj so me poslali sem? Kaže me, nočejo več voziti naokoli. No, se mogoče bi pa res lahko imel že izpit. Najprej predavanje o cestno-prometnih predpisih. Je res potrebno poznati prav vse znake? Verjetno ne. O, gospod policaj! Tu ima prednost. Novejši avto? Tesni? Kaj, je že test na vrsti? Potem se bom pa kar pripravil. Zdaj sem pripravljen. Lahko začnemo. To sploh ni težko. Zdaj pa je malo teže. Kar bo pa bo. Bom kar oddal. Naredil sem! S tem znanjem bi lahko postal tudi inštruktor vožnje. Do poklica inštruktorja pride tako, da mora kot predhodno imeti srednjo strokovno izobrazbo ali splošno izobrazbo 5. stopnje in pa potem opravi šolo za inštruktorje. Šolanje poteka tam 7 izpitov, v bistvu, odvisen koliko si hiter, a ne, to se pravi tam okoli 5 mesecev, 6 recimo. Aha. Najprej moram imeti izpit za avto. Prej začnem, prej bom končal. Poligon. Zakaj pa ne na cesto? To se z leti spreminja. Z generacijami se spreminja in recimo danes pride k nam s predznanjem recimo 70% fantov pa 30% deklet. Prej je bil ta procent nižji recimo. Jaz sem začel učiti pred 15 leti in takrat so večinoma vsi prišli brez predznanja. Zdaj pa očitno v vsaki družini je kakšno avto in seveda otroci malo probajo in tako naprej. Tako da je kar nekaj ljudi, ki že znajo kar tole poglaviti avto. Zdaj gre za res. Če mi ne uspe mimo vseh stožcev, bom zavedno ostal na poligonu. Uspelo je. Gremo na cesto. Najbolj se veselim dela z ljudmi. To so kandidati, predvsem mladi ljudje, ki prihajajo včasih tudi s svojimi težavami, včasih z svojo dobro voljo. In potem v končni fazi si vedno dobre volje, ko prideš iz službe, kajti če ne drugega si nekomu nekaj svetoval dobrega. Te ceste ne poznam in ne vem, če je res dovolj široka za oba avtomobila. Sej ni bila rdeča. Zelena je še utripala. Ups, se res zelena ne utripa več. Mi inštruktorji bi lahko vsakodnevno kar knjigo pisali, kajti vedno so neki novi dogodki, vedno se nekaj novega dogaja. Najbolj zanimivo pa je recimo, ko nad semaforjem stoji stop znak. In recimo gospa ustavi pred stop znakom, odzadaj tovornjaki so seveda zaletili nas. Gospa pa pravi, Marjan, kaj me pa tako gledaš? Se je stop znak. Mislim, da sem že dober voznik. Kaj lahko storim, da bom bolje opravljal poklic inštruktorja? Tistim, ki si želijo postati inštruktorji, bi rekel, naj pridejo najprej k nam sedeti kakšno urco ali pa dve, da sploh spoznajo naš poklic in da potem vidijo, če so sploh primerni za to. Kajti poklic je sila specifičen. Kaj ni to tista zobozdravnikova asistentka? Nisem jo hotel povoziti, le videl jo nisem. Ne boste več moj inštruktor? Pa tako lepo sva se ujela. Kaj je zdaj to? Vizitka drugega inštruktorja. Zakaj pa to?